Preden se začne počitniško uživanje, je vsaka družina, ki se poda na pot, soočena s posebnim izzivom – natovarjanjem avtomobila. In tako ni presenečenje, da smo tik pred odhodom, ko imamo izbrano že vse, kar bomo vzeli sabo na dopust, vsi že nekoliko slabe volje in napeti. Tisti, ki ga čaka nalaganje izbranega v prtljažnik, pa ima pred sabo samo še ta cilj, da vse skupaj nekako stlači v prtljažnik. Mimogrede, avtomobili so vsako leto za kakšen centimeter daljši tudi zato, ker vsako leto sabo na dopust odzamemo več stvari. Ne glede na to, pa bi morali biti pri nalaganju tovora v prtljažnik bistveno bolj skrbni. Že pri močnem zaviranju, kaj šele trku, lahko napačno naložen tovor predstavlja veliko nevarnost za vse potnike v kabini. Razlika med manjšim vzglavnikom in skirojem je namreč lahko izredno velika. Tragični pripetljaji, ko le zmerno težki predmeti v hipu postanejo smrtonosni projektili z neznano tarčo, pa lahko trajno zaznamujejo življenje enega ali v skrajnem primeru celo večjih potnikov. In takšni primeri nezgod so, tako Andrej Brglez, zlahka preprečljivi. Še posebej zato, ker so pravila varnega nalaganja tovora v resnici zelo enostavna. Najtežje predmete je vedno treba naložiti na dno prtljažnika. Če je le mogoče, jih je treba ustrezno učvrstiti. Nad polico ne sme nič, razen kaj zelo lahkega in mehkega. Če je tovora toliko, da bi segal čez polico, potem je treba uporabiti varnostno mrežo. Pa še nekaj. Ko imamo vse naloženo v avto, je treba na vidno in lahko dosegljivo mesto postaviti odsevni jopič, varnostni trikotnik in prvo pomoč. Kakšne so ključne razlike med pravilno in nepravilno naloženim tovorom, pokaže vzorčen primer prakse. Enako obsežen tovor smo v enakem času v isti avtomobil naložili dvakrat. Enkrat pravilno in drugič narobe, ter jo izpostavili identičnim kritičnim situacijam, izogibanju oviri in zaviranju v sili. Rezultati so zgovorni in ne potrebujejo dodatne razlage.